Lepo vas pozdravljam. Torej, nocoj bom jaz predaval o temi pasijon kot najvišja oblika ljubezni do sovražnikov. Bom dal tole, če bi hotel, da bi šlo to od človeka do človeka, da se vsak lahko podpiše, ki bi želel teh 6 postnih premišljevanj. Se pravi, da danes zaključujemo s 6. postnim premišljevanjem letošnjim. Kot vidite napisano tamle, so 30. postna premišljevanja. Od leta 87 so bili prvikrat in takrat se to nadaljuje. Torej, najprej bo to moje predavanje, potem ste pa povabljeni k pogovoru, zato je tamle v tej mapi so listki za vprašanja, da kdor želi kaj vprašanje napisati, je v mapi pok listkov, od katerega se lahko odtrga. Torej, Kristus ne postavlja križa in smrti na prvo mesto. Njegova prva beseda je veselje, zadnja pa življenje. Torej, Jezusovo sporočilo je veselo znanilo. Prav evangelion je grška beseda, ki pomeni veselo oznanilo. In sicer pomeni to veselo oznanilo zato, ker se nanaša na notranje veselje, torej ne gre za tisto, čemur latinski jezik pravi leticia, to je zunanje veselje, ampak gaudium po latinsko. Gaudium je pa notranje veselje, ki je izraz notranjega miru, torej notranje stabilnosti. Zanimivo je, kako so zdajle te dni, mislim, da sem včeraj slišal po radiju ali pa v soboto, hvalili smučarja Petra Prevca, so mu ravno to pripisovali, da je to notranjo stabilnost, notranjo duhovnost, dozrelost. No in k temu nas vodi evangelij. Zakaj Jezus prinaša veselje in daje svojo zmago nad starimi smrtnimi sovražniki človeštva? Ti stari smrtni sovražniki človeštva so vsi povezani z grehom. In sicer ugonablja veselje dostikrat ravno tisto, kar bi pričakovali, da ga bo prineslo. Nekega uslužbenca v nekem klubu, ki je namenjeno razveseljevanju, so vprašali, če je res tam veselje. In ta uslužbenec tega kluba je zanikal, pravi, to ni veselje. To je neko siljenje k veselju, pravi. Zato, ker je zunanje, ker je polno dirandaja. Zanimivo pa je, kako notranje veselje
prihaja iz doživljanja, tudi zunanjega doživljanja miru. Thomas Mann je za Nobelovo nagrado napisal roman, za katerega je dobil Nobelovo nagrado za opis otroka, ki je 45. leta ob bombardiranju nemških mest odletel materi z naročja, ne vem koliko metrov, in od takrat ni mogel ta otročiček več govoriti. Od takrat naprej je bil nem. Potem pa v tem romanu, naslov romana je In ni rekel niti besede. Piše v tem romanu, opisuje tega otroka, kako priganja vsak dan sestrico, da sta šla v bližnjo samostansko cerkev, kjer so benediktinski menihi prepevali psalme. In to prepevanje je kar dolgo, cel brevir so prepevali in ta mali otročiček je hotel biti tam pa poslušati. No in v romanu ga opisuje, kako ves čas intenzivno posluša to petje, ko je pa konec molitve in to petje utihne, pa začne jokati. Torej mu je hudo, da je konec, bi rad še nadaljeval. In potem vsak dan znova priganja sestrico, da naj gresta v cerkev to poslušati. No, to je tak primer, ko vidimo, kako lahko že na majhnega otroka vpliva meditativno petje. V našem naslovu predavanja je najprej izraz pasione. Kaj pomeni pasione? Pomeni odrešilno trpljenje našega Gospoda. Ko je Jezus z apostoli krenil proti Jeruzalemu, čeprav je vedel, da ga tam čaka krivično trpljenje in nasilna smrt, je njegov obraz postal kakor kremen, je zapisano v Evangeliju, kakor kremen. To je podoba za brezhibno trdnost odločitve, da hoče izpolniti očetovo voljo, da sprejme trpljenje in smrt kot daritev za odrešenje človeštva. Razlog? Bog hoče, da bi se vsi ljudje zveličali in prišli do spoznanja resnice. To je razlog, zaradi katerega je bil Jezus popolnoma trdno odločen, da gre na to pot. Zakaj je nosil Kristus v namen odrešenja sprejeti trpljenje? Zakaj nas ni odrešil brez trpljenja? To se tudi razni teologi sprašujejo. Trpljenje je posledica greha. Greh se vali skozi človeško zgodovino od prvega trenutka človeške zgodovine, od prvega greha dalje. Kakor hitro se je Božji sin učlovečil, da bi v polnosti izkusil človeško eksistenco in jo odrešil, ni mogel iti mimo dejstva greha in njegovih posledic. Sprejel je vse ljudi od začetka dalje v svoje srce. Vsi smo v njegovem srcu. Zanimivo, da je to misel uporabil tudi Ivan Cankar. V Jezusovem srcu smo navzoči vsi ljudje. Z vsem, kar smo navzoči. To pa pomeni, da tudi z našo grešnostjo. Takšni, kakršni smo navzoči v njegovem srcu. Ker smo omadeževani,
to omadeževanost Gospod doživlja v svojem lastnem srcu. Našo omadeževanost on doživlja čisto od blizu, zato ker nas je sprejel v svoje srce. To je vnaprej videl že prerok Izaijas, ki je živel 700 let pred Kristusom. In sicer je bodočega odrešenika v svoji viziji opisal s podobo strupene kače. To nas kar pretrese. Se spomnim, ko sem prvič, še kot otrok slišal to besedilo Svetega pisma v cerkvi, moram reči, da me je pretreslo, ker nisem še nič ne razumel, zakaj gre. Torej, strupena kača pomeni, če jo nanašamo na Kristusa in na drogu je obešena strupena kača. In rečeno je, kdorkoli je pičen od kače, pa pogleda na to kačo, na drogu, je ozdravljen. No, tako že v Stari zavezi, torej prerok Izaija napoveduje Kristusa. Zakaj Izaija Kristusa zagleda v strupeni kači? Zato, ker je ta strup podoba greha. Zato, ker je Kristus nase vzel vse človeške grehe. Zato si ga Izaija vnaprej predstavlja kot bitje, ki je polno strupa, strupena kača. Ampak ta strupena kača je bitje, v katerem ni zmagovalec strup, ampak zmagovalec je on, ki ta strup predela, ga tako rekoč uniči. Torej, to je ideja odrešenja. Edino Bog nas lahko reši greha. Edino on je lahko naš odrešenik. Nikjer drugod ne moramo najti odrešenja. Torej, kače, ki smrtonosno pikajo ljudi, kot jih vidi prerok Izaija, to so naše grešne priložnosti in padanje v greh. Ta smrt pomeni smrt duše, torej odtrganost od Boga, pokvarjenost človeške duše. No, lahko bi rekli smrtni grehi. Kača na drogu pa je podoba križanega Kristusa, ki premaga to grešnost človeštva, odpušča, uničuje zlo. Tudi ta beseda, da Kristus uniči zlo, je v Svetem pismu zapisana večkrat. Odjemlje greha sveta, to molimo vsak dan pri sveti maši, pred svetim obhajilom. Jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. In te grehe, ki jih torej nase jemlje, čuti v lastnem srcu in jih očisti z odrešensko daritvijo na križu za vse človeštvo. Torej, še enkrat vprašanje, zakaj je to pot izbral Kristus? Zakaj ni poenostavil, pa nas odrešil brez svojega trpljenja? Zato, ker je človeštvo polno zla. In odrešenik ne gre mimo tega zla, sprejme ga vase in tako od znotraj razume vsakega od nas. Od znotraj razume usodo človeka
ki je grešnik, in hrepenenje človeka, ki iz greha hrepeni v čistost življenja. Po tej Izaijevi podobi Kristus nase vzame celotno človeško zlo in ga svojo neskončno ljubeznijo izbriše. Ali kot tudi piše včasih, jih uniči. Tedaj ni ta drog, na katerem je obešena strupena kača, ki je simbol za Kristusa, ta drog je simbol križa, torej Kristus na križu. In ko Kristus to zlo, ki ga nas vzame, z odrešenjem človeštva, torej z darovanjem svojega trpljenja in smrti, ko to preživi, bi rekli, ko nas odreši, potem ta križ, ta drog in ta križ ni več tisti, na katerem bi Kristus visel. Kristus kot do skrajnosti obremenjen z grehi človeštva je bil sedaj tako rekoč očiščen po daritvi, po svoji lastni daritvi, očiščen in z njim je očiščeno človeštvo. Kristus zato v prvi cerkvi ni upodabljan kot križani Kristus, ampak vse obdobje prve cerkve upodablja Kristusa kot pantokratorja, torej kot zmagoslavnega eskatološkega kralja, ki je po starih, najstarejših krščanskih cerkvah je v kupoli nad oltarjem mozaik Kristusa pantokratorja, torej kralja, zmagovalca nad grehom človeštva, ostalega in poveličenega Kristusa. In to tradicijo prve cerkve je v veliki meri ohranila pravoslavna cerkev, vzhodna cerkev. No, če rečemo vzhodna cerkev, ni samo pravoslavna, ampak so tudi tiste cerkve, ki so se iz pravoslavja pridružile katoliški veri, katoliški cerkvi, ki priznavajo papeža za svojega poglavarja. No in te vzhodne cerkve, to ste gotovo že marsikje videli, imajo nad oltarjem Kristusa pantokratorja krasen mozaik. Največ so to mozaiki. In če gledamo podobe našega rojaka, Marka Rupnika, jezuitskega patra, ki je danes svetovno znan slikar, vidimo, da Marko Rupnik gre po tej liniji, da se ozira na to najstarejšo krščansko umetnost in njeno tradicijo in jo skuša v bolj modernem ozračju, torej nekako posnemati ali pa ji dati spregovoriti v današnji umetnosti. In je zanimivo, da je Marko Rupnik postal znan po celem svetu in najbolj slavne cerkve, romarske cerkve na svetu so sprejele njegove umetnine, tako da se samo čudimo, kako je nek Slovenc tako zelo prodrl. Seveda tisti, ki vemo, da prebiva v Rimu in da je tam v bližini papeža in da je tudi njegov zavod, ki ga vodi, papeški zavod, in da ga je papež povabil, da je opremil s temi mozaiki papeško kapelo Redemptoris Mater. No, potem vidimo, da njegovo umetnost vidijo
vsi romarji, ki prihajajo v Rim in potem ti romarji odnesejo te vtise po celem svetu, zato ni čudno, da ga potem tudi iz tolikih krajev vsega sveta vabijo, da bi tudi za njih kaj naredil. Kristus Pantokrator je upodobljen predvsem torej v bazilikah, torej navadno te cerkve so škofijske cerkve in navadno v mozaikih. Danes na Zahod prihaja torej tudi po zaslugi našega rojaka ta umetnost in s tem tudi ta resnica o odrešenju, ki vidimo, da se začenja že v Stari zavezi, s to podobo strupene kače, ki postane odrešilna za vse, ki se na njo ozirajo. To je zanimivo v Izaijevi zgodbi. Vsak, ki ga kača piči, mora pogledati na to kačo, na drogo in je ozdravljen. V tem se skriva že 700 leti pred Kristusom to, kar učimo v cerkvi. Grešnik, ozri se na Kristusa in boš ozdravljen. On je tvoj odrešenik. Torej, starozavezna podoba strupene kače na drogu je pretresljivo oznanilo, kako tesno Bog živi z nami, takšnimi, kakršni smo, z nami grešniki, in kako potem po prihodu Božjega Sina kot odrešenika človeštva sam Bog dela pokoro za naše grehe. Torej, v tem je ta misel. Bog, učlovečeni Bog pokaže, da Bog dela pokoro za naše grehe. Naš delež pa je, da pogledamo nanj in se z njim združimo v pokori, v kateri nas očiščuje in pritegne v veličastno kraljestvo Kristusa Pantokratorja. Kaj pa pomeni višek ljubezni? Saj prav v naslovi imamo pasijon, višek ljubezni do sovražnikov. Kaj je višek ljubezni? Večje ljubezni nima nihče kot tisti, ki da svoje življenje za svoje prijatelje. To je Jezusov stavek. Torej, Jezus sam s tem odgovori. Največja ljubezen je dati življenje za druge. Seveda, ali samo za prijatelje, a tudi za sovražnike. Jezus pravi, starim se je reklo oko za oko, zob za zob. No, to je Jus talionis, ki je navzoč v Stari zavezi in je znan tudi po drugih vzhodnaških deželah, ne samo v Palestini. Torej, starim se je reklo oko za oko, zob za zob, jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike. To pravi Jezus. No, Jezus ne kritizira Boga Očeta. Ne reče, Bog Oče vam je v Stari zavezi rekel, pač oko za oko, zob za zob. Ne, ampak pravi, reklo se vam je. Jezus previdno formulira to. Reklo se vam je. Jezus tudi pokritizira Mojzesa. Mojzesa Jezus ne proglasi za absolutno avtoriteto, ampak to je prerok
eden največjih starozaveznih prorokov, ki pa se je tudi zmotil. Ne. Zato je ta Iustalionis, je dediščina vseh teh orientalskih dežel, je tam navzoča in je zašla tudi v starozavezno svetopismo. Jezus pa to odkloni. Jaz pa vam pravim, ljubite svoje sovražnike. Pravi, ljubite, čeprav vam delajo hudo, čeprav vam za dobro vračajo s hudim, ljubite. Pozdravljajte jih, čeprav vam ne dajo odgovora na pozdrav. Vidite, kakšna preizkušnja za nas, ne? Se lahko vsak od nas vpraša, a pozdravljam take, ki mi ne dajo odgovora, ne? Seveda v mestu ne more človek kar naprej samo pozdravljati ljudi, ne? Ampak recimo tam po vaseh, po podeželju se pa to zelo čuti. Recimo v neki vasi je pa normalno, da če se dva srečata, se pozdravita. Ampak nekdo neha odgovarjati. Ti neha odgovarjati. A boš še naprej pozdravljal, če ti neha odgovarjati? Jezusov odgovor je še naprej. Ne? In v tem je potem zmaga ljubezni. Ne? Da ljubim tudi tistega, ki me je nehal pozdravljati. Torej, tudi njega ne pahnem proč od sebe, ampak se še vedno naprej zanj zanimam. S tem je Jezus pokazal to nujno odprtost, da ostanemo odprti, če hočemo biti občestvo, graditi človeško občestvo, ki se ljubi med seboj, potem moramo zapostaviti samega sebe, biti pripravljeni zapostaviti samega sebe, pozabiti na svojo užaljenost in iti naprej, kakor da je vse v redu. Samo tako lahko postane znova vse v redu, če gremo v tem smislu naprej. Torej, kakšni ljudje tako zamerijo, da se pol do smrti sovražijo. Ne? In zato so naravno po podeželju ponekod izredno lepi tradicionalni načini, kako se vsaj pred smrtjo znova spraviti. Tako v Prekmurju imajo to, da človek, ki sluti, da bo kmalu umrl, gre okrog vseh sosedov, se posloviti. Ne? In seveda to je čudoviti način, kako spodbuditi soseda, da pomisli na to, no, umrl bo, vsemu odpuščeno. Ne? In potem umirajo ljudje lahko z občutkom, med prijatelji umiram, vse okrog mene je v prijateljstvu. Torej, Jezusov nauk tako na zelo konkreten način širi ljubezen. Večje ljubezni nima nihče kot tisti, ki da svoje življenje za svoje prijatelje, ampak tudi za tiste, ki so nehali biti prijatelji. Zato Jezus poudari, ljubite tudi svoje sovražnike. Torej, pasijone imamo v evangelijih, malo različni so med seboj, ampak v bistvu seveda govorijo vsi o istem. Kako Jezus med svojim pasijonom ljubi svoje sovražnike? S takim vprašanjem v mislih lahko prebiramo posamezen pasijon v evangeliju. Tako da vidimo čisto konkretno, ker Jezus govori,
drugi ga izzivajo, torej kaj eni govorijo, kaj drugi, kaj govorijo prijatelji, kaj govorijo sovražniki, kaj govorijo eksekutorji, kako Jezus na to reagira. Vse to nam kaže. Zagledamo, kako Jezus konkretno ljubi sovražnike med svojim trpljenjem, odrešenskim trpljenjem, ki ima višek v križevem potu. No, pri zadnji večerji, toda glejte, roka mojega izdajalca je z menoj pri mizi. Sin človekov sicer gre, kakor določajo postave, toda gorje tistemu človeku, ki sina človekovega izdaja. No, to Jezus govori v pričo Juda. Juda ve, da se to njega tiče. Jezus pa ne reče, glejte, ne pokaže na Juda, ampak med nami pa je. Med nami je tak človek, ki me izdaja. No in s tem vidimo, kako Jezus tako rekoč olikano opozori izdajalca, da ve, kaj namerava, in mu s tem da priložnost, da bi se odpovedal temu grehu, za katerega se je odločil. In seveda tak greh izdajalstva, in to za denar, za 30 srebrnikov, to je seveda sovraštvo. Sovraštvo, egoizem, ki sodeluje z morilci in si nakopava nase najhujšo krivdo. Torej, ta primer Juda je zelo zagoneten, ker Juda potem vemo, da menja svoje obnašanje. Se pravi, najprej zagreši zelo hudo stvar, da ko pride s tistim osebjem velikih duhovnikov, torej s hlapci velikih duhovnikov, pride, da ga bodo zgrabili pa odpeljali, izda Jezusa tem hlapcem tako, da stopi k Jezusu in ga poljubi. Torej, Jezus mu takoj reče, Juda, s poljubom izdajaš sina človekovega. Torej, vidite, to je greh, ki je zelo hud, pa se tudi danes ponavlja. Ne? Da človek se posluži nekega zelo ljubeznivega dejanja, v resnici ima pa za hrbtom najhujše sovraštvo, ki ga ne kaže z obnašanjem, ampak ga nosi v srcu in bo škodoval. Torej, Jezus obzirno opozori Juda, vidiš, kaj delaš, s poljubom izdajaš, ampak Juda to ne gane. Juda izvede načrt, da Jezusa vklenejo in ga odpeljejo. Torej, tukaj je sovraštvo opisano kot izdaja, izdati človeka. Čeprav morda bo tisti rekel, da ne sovraži, ampak ravno to je sovraštvo, da nekomu slabo želimo, da mu naredimo kaj hudega, da ga izročimo ljudem, ki mu bodo naredili kaj hudega. Torej, Juda pa kasneje vemo, da se začne obnašati tako, da izkazuje, da ga peče vest. In
Kaj to pomeni? To pomeni, da ga Jezus še vedno, po takem grehu, ga Jezus še vedno ni zapustil. Bog ga ni zapustil. Bog ga še vedno od znotraj opozarja. Glej, kaj si naredil. Glej, kaj si storil. In potem Juda pride do sklepa, da gre nazaj k tem ljudem, ki so mu dali 30 srebrnikov za to, da je Jezusa izdal, povedal, kje se po noči zadržuje in pokazal tudi, kdo je z tistim hlapcem, ki ga niso osebno poznali. Ampak zdaj Juda te srebrnike vrže pred te velike duhovnike, ki so to naročili. In s tem dejanjem, da ta denar vrže pred njih, pomeni obsodbo svojega greha. Se pravi, Juda je počasi prišel do spoznanja pod vplivom vesti, ki je Božji glas, da je naredil veliko neumnost, velik greh, ki ga ne bi smel narediti, veliko krivico. In je s tem pokazal, s to vrnitvijo srebrnikov pokazal, da se je to res v njem zgodilo. Vendar se pa vprašujemo, zakaj pa potem samomor naredil, zakaj se obesil. Ja, vidite, zakaj ljudje naredijo samomor, ne moramo vedno razložiti. Čisto najbolj preprosta razlaga je tista, zaradi katerega samomorilcev niso pokopavali na posvečeno zemljo, ampak za pokopališki zid izven blagoslovljene zemlje so jih pokopavali, ker so mislili, da čisto vsak samomorilec naredi smrtni greh s tem, da je samega sebe umoril. Seveda danes se pa na to področje spušča tudi psihologija in psihologi seveda govorijo o notranjih prisilah, ki lahko človeka, ki pri zdravi pameti ne bi tega naredil, po nekih notranjih prisilnih idejah privede situacijo do tega, da si vzame življenje. No, in če je človek po nekaj bolezni notranje prisiljen, torej da ne dela več svojo pametjo, ampak da dela nekaj pod eno bolezensko psihično prisilo, potem seveda lahko opravičujemo tega človeka, da najbrž ni kaj dosti vedel, za kaj gre, doktor Trstenjak je pa poudarjal, ko je pisal o tem, pravi, da po psihološki razlagi, da ta človek, ki dela samomor, ne misli na to, da bi sebe uničil, ampak da misli samo na to, kako bi se tiste bolečine, ki je v njem, znebil. Češ, da ne misli naprej, seveda to težko. Ena misel je, Skratka, vse to je tudi cerkev upoštevala, tako da danes ne pokopava cerkev več ljudi izven pokopališkega zidu na neposvečeno zemljo, ampak normalno, tako kot druge ljudi, ker za nobenega ne moremo trditi. Nismo vsevedni, kakor je Bog vseveden, zato tudi duhovniki ne moremo nekoga kar obsoditi, da je jasno vedel, kaj dela.
Zlasti še, če se to zgodi včasih, da to naredi kakšen pobožen človek. Recimo v neki župniji se je zgodilo, da je samomor naredil človek, ki je več desetletij pel na cerkvenem koru in prejemal zakramente. Navsezadnje je pa samomor naredil, ker je pri zdravniku zvedel, da je njegovo življenje pri koncu. Torej, diagnoza zdaj v takem primeru je zdaj vprašanje, ali je to, da je zvedel za to diagnozo, tako strašno pritisnilo na njegovo zavest, da ni več vedel, kaj dela, ali je vedel, kaj dela. To prepustimo Bogu. To edino Bog lahko odgovori na to vprašanje. Torej, Jezus pravi, povem vam namreč, da se mora na meni izpolniti to, kar je pisano, med hudodelce je bil preštet. To, kar se nanaša name, se bliža izpolnitvi. Torej, med hudodelce je bil preštet, najbolj so Judje Jezusu očitali hudodelstvo z izrazom, da se dela Boga. Češ, ti si samo navaden človek, se pa delaš Boga. No, vemo iz Evangelija, kjer je to vprašanje čisto direktno postavljeno, da Jezus odgovori tem, ki mu to očitajo, da se dela Boga, da je celo vsak človek poklican, da postane pobožanstven. No in na tem je potem cela teologija o človekovem pobožanstvenu zgrajena. Vsa prva cerkev je gojila to teologijo o pobožanstvenju človeka. Torej, ko bomo mi umrli, bomo pobožanstveni. In kaj to pomeni? Da bomo tako tesno združeni z Bogom v zveličanju, da bomo deležni njegovega življenja. No, ta beseda Božje življenje in deležni Božjega življenja vam je vsem znana iz Svetega pisma. In zdaj, kaj to konkretno pomeni? To pomeni popolnoma resno, da Božje življenje bo hkrati naše življenje. Zanimivo je, ko Jezus govori o zveličanju, na nekem mestu z enim samim stavkom odgovori: Oče vas bo posadil za svojo mizo in vam bo stregel. Torej, to so nebesa, tako Jezus opiše nebesa. Posadil vas bo za svojo mizo in vam stregel. No in zdaj simbolika. Kaj je simbolika mize? Na mizi, miza nam služi za to, da obnavljamo svoje življenje s prehranjevanjem in da se pogovarjamo, da komuniciramo, duhovno komuniciramo. Torej, to je življenje, ki ga poznamo iz svojega izkustva. Kaj pa Božje življenje? Je pa življenje na neznansko višji ravni. In če smo mi deležni Božjega življenja, potem bo naše življenje v nebesih popolnoma drugačno, kot je sedanje življenje. In da bomo pobožanstveni, je ravno v tem izrazu pobožanstveni je ravno to vsebovano, da bomo
tako blizu Božjemu doživljanju vsega, zato ker bomo v njem, ker bomo z njim združeni. Torej, to seveda, vidite, jecljamo, tudi jaz jecljam, ko to govorim, ker je tako globoko, ampak hkrati neizmerno razveseljivo. Torej, tukaj na tem svetu smo polni enih omejenosti, na prihodnem svetu bomo pobožanstveni. Bomo živeli tisto življenje, ki ga živi Bog. Seveda ne smemo tega si predstavljati v smislu take demokracije, da bi se v nebesih Bogu upirali. Pač pa ta edinost v nebesih bo tako jasna v spoznanju, da ne bo potrebna več nobena polemika. Polemika je zadeva sedanjega življenja. V nebesih ne bo potrebna polemika. No, torej v tem svetu je pa tako, da ni samo Juda padel te skušnjave, ampak tudi Peter. Vemo, iz Pasijona vidimo, kako je Peter grešil tudi nepričakovano. Torej, tisti, ki mu je Jezus že obljubil, da bo voditelj cerkve, voditelj celotne cerkve, pa ti pade v tak greh, da je Jezusa zatajil tam pred enimi navadnimi deklami in hlapci na dvorišču, ki so kurili ogenj in se greli. Ampak Jezus pravi, da je za njega molil. Jezus moli za Petra, da ne bi zapadel Satanu. Direktno reče Jezus. Zato je molil zanj, da ne bi zapadel Satanu, da ne bi postal brezbožnik. Take besede Jezus uporabi. S tem pa pokaže, kako noben človek ne sme začeti misliti o sebi, meni se pa ne more nič zgoditi. Če je kdo na najvišjem mestu, še zdaleč ne sme na to misliti, meni se pa zdaj ne more nič zgoditi, če sem tako visoko prišel. Ne, lahko se ti zgodi. In Jezus sam moli za Petra, da ne bi zapadel Satanu, da ne bi postal brezbožnik. V Avstriji je en škof, dunajski pomožni škof Krecelj, izdal knjigo z naslovom Gospod škof, ali vi verujete v Boga? Zakaj je tak naslov knjige? Zato, ko je kot škof v eni fari spraševal birmance, pred Birmo je preverjal znanje, pa se je izkorajžil en mladi človek, da je škofu rekel, gospod škof, ali vi verujete v Boga? To je nezaslišano, da otrok to vpraša škofa. Ampak očitno se je res to zgodilo, da je dal škof celo na naslov knjige ta stavek. Ampak s tem vidimo, kako je ta otrok, da se je upal škofu to reči, da je nekako slutil ta otrok, da vsak človek se mora za vero prizadevati. Noben človek ne more reči, jaz sem pa zdaj v takšnem stanju, da se mi ne more ničesar več zgoditi. Kaj šele to, da postal brezbožnik. Vse se ti lahko zgodi, če boš zapadel pod vpliv Satana. To Jezus izrecno reče, pod vpliv Satana. Satanu se moramo izmuzniti.
No in molitev Jezus poudari. Saj poznamo tisti stavek, smo ga zlasti v postnem času zdaj ponavljali, da ta rod hudič se premaga samo z molitvijo in postom. Torej samo odpovedjo in molitvijo. In zdaj Jezus svari pred pohujšanjem tudi v zvezi s tem. Torej, ljudje smo lahko drug drugemu v spodbudo, smo pa lahko pohujšanje. In prav v tem govorjenju apostolom pred svojim trpljenjem Jezus to omenja, da moramo paziti, da ne bomo v pohujšanje. Kaj pomeni biti v pohujšanje? Pomeni nekega človeka spremeniti v slabšega. Ko je bil že boljši, pa ga jaz spremenim v slabšega. Če sem ga spremenil v slabšega, ga pohujšam. To je pohujšanje. In to pohujšanje je tak greh, da Jezus pravi, gorje svetu zaradi pohujšanja. Torej, pohujšanje je nekaj takega, pohujševanje ljudi je nekaj takega, kar človeka lahko pripelje v pekel. Seveda vsak, kdor se zave tega greha, ima možnost, da se spreobrne. Samo to spreobrnenje pa ni tako lahkotno, da bi človek lahko mislil, ja, nekaj časa bom še, tako živel, kot živim, potem sem pa spreobrnil. Kdo tako misli, se je zmotil. En človek, ki ni hodil k maši, to je bilo v času komunizma, je bil komunist okrog, ga sami kristjani, pa so ga pa mal držili včasih možakarji. Ja, kdaj boš pa ti začel k maši hoditi? Pol pa odgovarjal, ko bom upokojen, bom pa takoj začel k maši hoditi. Vidite, to je preračunljivost, ki se ni obnesla. Ko je bil ta mož upokojen, ni začel k maši hoditi. Pa bi lahko, pa ni začel. To pomeni, da ne more človek svojega spreobrnenja prenašati nekam vnaprej. No, še toliko let ga bomo lomili na tem svetu, pa smo pa spreobrnili, pa bo vse dobro. Ne gre tako. In ta človek seveda se končno je spreobrnil, ampak po prizadevanju enega bogoslovca, ki se je posebej zanj zanimal, ga je obiskoval in mu tudi potem preskrbel spovednika večkrat pred smrtjo. Tako da je navsezadnje res ta človek umrl previden, s svetimi sakramenti, spreobrnen, ampak je potreboval za to pomoč enega mladega bogoslovca, da mu je pomagal do tega. Sam pa ni, vidite, je prišel do tistega časa, ko bi lahko, pa ni začel. No, zato, vidite, temu rečemo milost, da se človek spreobrne, je potrebna milost. Brez milosti s svojimi močmi ne moremo nič odločilnega narediti. Torej, seveda, v pasijonu se je marsikaj reklo in seveda v tem predavanju, da bomo mogli iti skozi ves pasijon, pač pa tisto se mi zdi še posebej pomembno poudariti, ker je Jezus na koncu rekel, ko so ga prebili na križ, ko se je bližal smrti, je molil
Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. Torej, s tem stavkom je Jezus najbolj pokazal, da kljub vsem grobim žalitvam, grobemu krivičnemu postopanju, grobemu norčevanju, je vsem odpustil. Oče, in očeta prosi, Oče, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo. S tem stavkom, saj ne vedo, kaj delajo, je izrazil eno resnico, ki je seveda tudi danes na delu in ki je za nas pomembna, da tudi mi tako rečemo. Mi ne smemo misliti, če nas nekdo zelo prizadene, ne smemo takoj na najhujše misliti, ampak je prav, da pomislimo na to, kar Jezus reče. Odpusti, saj ne vedo, kaj delajo. Ne? No, recimo za otroke starši hitro vejo, da ne vedo, kaj delajo, ne? Da so še nezreli in zato ne vedo, kaj delajo. Seveda za odrasle, kakšne zelo preračunljive ljudi, ki tudi svoje grehe zelo preračunljivo izvajajo in se jim ne odpovedo, je pa težje, ne, zdaj to reči, ne vedo, kaj delajo. Vendar, če on reče za najhujše zločince, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, moramo računati s tem, da popolnoma v resnici vedeti, kaj delam, ni tako enostavno. Ne? Da je to komplicirana zadeva. Da tako globoko prodrem v razumevanje življenja, da točno vem, kaj delam in da vidim svoje dejanja v njihovih posledicah. Ne? To je tisto. Recimo, kakšni ljudje preklinjajo, ampak se vidi takole, v pogovoru z duhovnikom se večkrat vidi, da kdo trdi, da nič hudega ne dela, ne? Ampak hkrati se pa spove, da preklinja. Ne? Ja, koga pa preklinjate? Ja, in pride na dan, da Boga pa Marijo. Joj, kaj pa se to pravi? Boga preklinjati pa Marijo. Pa misli, da nič hudega ne dela. Ne? Torej, vidimo, da je res to, da iz takih izjav vidimo, da je to res. Ne? Da človek lahko zelo hudo greši, ampak se premalo zaveda, kaj pravzaprav dela s tem grehom. Ne? In recimo že po besedah, če Boga preklinja, bi moral že po besedah vedeti. Ampak seveda so v tujih jezikih se preklinja pri nas, ne? Na slovenskem, ne v domačem, ampak v tujih jezikih malo lažje bojo dajali odgovor tisti, ki zaradi tujega jezika niso razumeli, kaj delajo. Ne? Ampak torej zaradi neke površnosti, površnega gledanja ne vemo, kaj delamo. Ne? Zato so spreobrnenja navadno neke izredni trenutki, ko človek naenkrat začne na vse drugače gledati. Ne? To pomeni, da je iz ene površine doživljanja prišel globlje. Ne? Kot recimo apostol Pavel pravi, da je v trenutku se mu je razodelo vse, kar je pol leta in leta oznanjal in pisal tudi. Saj vemo, da je Pavel največ teksta Nove zaveze je napisal apostol Pavel. Ampak vse to iz enega trenutnega spoznanja. Torej, on je tam pred Damaskom doživel tako globoko spoznanje Kristusa, ki ga je do tistega trenutka preganjal, pa celo
na sodišče vlačil ljudi in celo na smrt so jih obsojali. In kar naenkrat je spoznal v trenutku, da je bilo vse to totalno zgrešeno, kar je počenjal. Čeprav je bilo to njegovo prepričanje, da se na ta način bori za judovsko vero, da preganja kristjane. Zdaj pa naenkrat spoznal, popolnoma narobe sem živel in spoznal tudi celotno Kristusovo oznanilo. Drugi apostoli so Jezusa 3 leta poslušali in so se zapomnili dogodke in sredi teh dogodkov, kaj je govoril. Pavel ni bil deležen tega, on ni hodil za Jezusom, ga ni poznal, je živel stran, ampak zdaj kristjane je preganjal in zdaj se mu Jezus prikazal pred Damaskom. Savel, Savel, zakaj me preganjaš? No in v tej besedi, zakaj me preganjaš, je Pavel spoznal tisto resnico, ko je potem opisoval še in še, da smo Jezusovo skrivnostno telo, da smo tako združeni z Jezusom, da je cerkev Jezusovo skrivnostno telo. Če Pavel preganja cerkev, preganja Jezusa. To mu je Jezus v trenutku dal globoko spoznati. No, in celo vrsto takšnih velikih idej nove zaveze najdemo pri Pavlu, ki jih je v tem trenutku spoznal in potem oznanjal. Vemo, da je Pavel precej težak, da je marsikaj zelo težkega povedal. Govori pa, da so njegovi poslušalci zelo preprosti ljudje. Pravi, kar je nič vrednega na tem svetu, si je Bog izbral za to, da jih bo povišal. In seveda, to so bili večina neizobraženi ljudje, to so bili recimo v Korintu pristaniški delavci, ki so živeli ubožno življenje, pa garali od jutra do večera. Ampak poslušali so te težke Pavlove govore in radi so jih poslušali. To je zanimivo. Jaz sem prepričan, Sveti Duh je tako deloval, da so te težke Pavlove besede, ki se nam danes težke zdijo, ko beremo njegova pisma. So jih sprejemali in so zelo radi imeli Pavla in prenesli tudi hude kritike, ki jih je na njihov račun povedal, zelo korajžno se izraža. In se samo čudimo in vidimo, kaj pomeni vera, da Sveti Duh deluje po apostolih. Da je Sveti Duh avtor vse te apostolske kerigme in da Sveti Duh pomaga ne samo tem, ki govorijo, ki kerigmo oznanjajo, ampak tudi v poslušalcih deluje, ki to poslušajo in sprejemajo in to, da prav razumejo. Torej, mislim, da je ta stavek v bližini smrti, odpusti jim, saj ne vedo, kaj delajo, tako pomemben, da je prav, da si od vsega tega najbolj zapomnimo ta stavek, saj smo ga velikokrat slišali že, ampak morda premalo premišljevali. Zato s tem stavkom nas Jezus opozarja, tudi nas, da ne bi kar načelno obsojali drugih ljudi. No, saj nekje pravi, ne sodite, da ne boste sojeni, ne obsojete, da ne boste obsojeni. S tem, saj ne vedo, kaj delajo, nas pa opozarja. Če te je nekdo užalil, če ti je nekdo naredil
krivico ne misli takoj na to, kakšno krivico ti je naredil, ampak pomisli na to, da morda ne ve, kaj dela. Ne? Da je sicer to naredil, ampak ne ve, kaj dela. In da bom zato usmiljen z njim, ne? Bolj usmiljen z njim. Zanimivo je, da isti Pavel tudi pravi, ne imeti pred očmi to, kako boš nekoga razkrinkal kot grešnika in ga privedel pred sodišče, da ga bo sodišče kaznovalo. Ne? No, večina ljudi tako razmišlja, da je to treba narediti. Če ti je nekdo naredil krivico pred sodišča, zakaj pa so za sodišča? Ne? Ampak Pavel pa pravi ne. Pravi, kristjanova želja ne sme biti, da grešnika razkrinkam in kaznujem, ampak da ga spreobrnem. Ne? To je pa veliko težje. Ne? Veliko lažje je enega človeka, če mu lahko dokažeš, postaviti pred sodišče in preskrbeti mu zapor. Veliko težje pa je ga spreobrniti. In pravi Pavel, to naj bo vedno naš cilj. Grešnika spreobrniti. To pa pomeni potrpežljivost, ki lahko traja desetletja. Ne? To so mnogi primeri, ki kažejo na desetletja. Najbolj znan primer je primer svete Monike, ki je svojega sina Avguština spreobrnila iz najhujšega grešnika v največjega krščanskega učenjaka in škofa in pisatelja, ne, ki ga še danes cel svet prevaja, ne, vse jezike sveta Avguština. Ne.